bi šla delati v Avstrijo, bi ostala v Sloveniji ali bi šla rajši kam drugam. Recimo Evropska unija. To ni slabo, ne? Ja, vam je všeč? Kaj pa? Katja, če kdaj sem pa res letos delal. Potem pa še tako dobro, da je to zadnja oddaja. Ja, v tej sezoni. Ampak moraš pa priznati, v tem času sva se pa tudi marsikaj naučila. Naučila, pa odkrila talente, že zraven tistih, ki jih imava, ne? Pa ne samo to, tudi zaslužila sva nekaj. Cele 3 evre. Halo? Andrej, halo. Kje je? Kakšen pa si? Lep. Takšen ne moreš iti z mano. Pojdi se preobleč, pa ta grozna očala si daj dol. Takoj. Mnogo boljše. Pridi. Hej, Katja, vedno me ljudje sprašujejo, zakaj mi to hodimo po svetu s pujsom pa s torbo. Se mogoče sva res malo čudna, ne? No. Če vas slučajno zanima, to sta najina prijatelja, ki sta naju spremljala marsikje. Pujsi. In čajna. Pujsi, se ti spomniš, kje vse si bil? Greva tja? Boš še ti vrgel kaj? No, upsi, glavo sem ti vrgla. Ne bodi jezna, čajna. Si midva se tudi dosti preživela skupaj lepega, veš? Že spet ti. Ja, mi smo prišli malo. Kdo vi? Ja, jaz pa čajna. Veš, čajna, kaj če bi midva, ne vem, nekam šla? Da te peljem nekam na izlet. Čajna, si slišala to? Meni tako kruli po želodcu, kaj si ti tudi kaj lačna? Ja, Pujsi in Čajna pa nista edina, ki sta nama pomagala pri najnih velepodvigih.
Kar nekaj sodelavcev nama je priskočilo na pomoč in ti so se v svoje vloge vživeli odlično. Zdravo, mami. Ej, mami, zdravo. Zdravo, kaj je? Kaj kuhaš lepega? Dobro zgledaš danes, veš? Hej, zdravo, mami, kako lepo danes zgledaš, čisto mladostna si. Zdravo, mama, danes ful dobro zgledaš, kaj kuhaš dobrega. Rižoto s korenčkom, z enim mladičem, takim Veš kaj, rabim en podpis, zato da bom imel podjetje na tem naslovu. Kaj boš imel? Hišo, podjetje. Moje hišo, po moje smrti nič prej. Tu v tej hiši podjetje rabim, nujno rabim, res. Glej, vse sem že izpolnil, namesto tebe sem podpišel. Glej, da pride v poštev, to še ena tvoja butasta ideja. Prosim te, da mi popraviš vrata v garaži, pusti to korenje. Že 2 leti pa nič od tega. Ja, vem, da sem začela s predavanjem, pa me je začel koren jesti. Adijo! Adijo. Slavo, kuhaš, sem ti že povedal. Mogel bi še povedati, ja, kak sem sfuken, no, kad Manđun, Andrej, Manđun. Salam, salam. Manđun, salam, salam. Salam. Tudi mi dva nisva popolna. Čeprav nama pa to marsikdo ne verjame, ne? Ja, veš kaj, niti najini šefi, veš? Kaj misliš, da je tista rižota že kuhana? Ona s korenčkom? Ja. To se hitro skuha, Ja. če znaš. Kakšen si pa ti? Kakšen si pa ti? Ti se ne učiš? Ja, no, zato bo še tudi čas. Jaz sem ugotovila, da tako šola kot podjetniške ideje, zdaj sem pa zbluzla, ker ne vem, kaj sem rekla. Hej, Hej. tebe pa povsod polno. Ja, veš, tak pa sem. In že imaš vse urejeno? Veš kaj, moram še samo k notarju, da mi potrdi to soglasje. Pa bom imel že res skoraj vse. Bolj se ti splača, da greš na upravno enoto, tam je hitreje, pa še ceneje. Res ali kaj? Kje je to? Ne smeš me tega vprašati. Zato, ker moraš iti, ne? Aha, ti pa grem, kaj? Druga smer. Zakaj pa ne greš raje na upravno enoto? Tam je poceni, pa zelo hitro boš opravil. Točno, hvala, grem. Sorry, pobegnil si mi. Hitro si šel. Ne, veš kaj, moram še samo dobiti overjeno potrdilo maminega soglasja. Pa bo, veš, skoraj vse. Kaj če bi šel kar na upravno? Ne, moraš reči, da moraš iti grediš k notarju. Ti pa rečete, no, zdaj pa te ni problem. Zakaj nam imaš spet na nosu ta grozna očala? Ja, Zakaj imaš izmeraj na nosu te grozne špegle, spet, glej. Zakaj imaš spet na nosu ta grozna očala? Prvič, zaradi tega, ker so mi všeč, in drugič, ker zdaj resnično upam in vem, da jih bom lahko nekomu prodal. Mogoče celo kakšnemu šejku v Dubaju. Pa ti veš, da v Dubaju nimajo kaj dosti lesa. Mogoče se boš moral prekvalificirati. Veš kaj, kupujem punco. Ok, sej, jaz bom resen. Sej, važno je, sem jaz resen. Veš kaj... Ok, samo malo. Sem.
Veš, kaj kupujem darilo za eno dekle, za rojstni dan, kaj bi ti meni priporočala? Da te povej mi, da steč, kako smo rekli. Ja, sem to že vredi. Ker nisi začel trenirati trebušnih mišic. Ja se bojim. Vidiš, Andrej, dobre ideje se najdejo tako v Sloveniji, kot tudi v tujini. Kaš tiho? Kaj naj ti rečem, ne? Ali kaj? Ja, vidiš, zato bi pa srečal v Dubaj, pa vse te države po celem svetu. Kar zdaj. Ampak ti lahko sem nekaj priporočam? Povej. Da... Sorry. Kaj? Ono, čakaj! Kaj lahko sem to ti zadnji stavek povej, prosim? Kaj so pa najbolj pozitivne in najbolj negativne poklice? Da sem še jaz mešana. Andrej, pazi, da si v kadru. Ja, ne, jaz poslušam, veš. Pa ne v noge, no, dlje, kaj se vidi. Kaj so pa tiste najbolj pozitivne in pa najbolj negativne plati tega poklica? Najbolj pozitivne recimo to, da sem videla toliko... Sorry. Kaj so pa najbolj negativne in pa najbolj pozitivne plati tega poklica? Najbolj negativne? Predvsem to, da ljudje ne spoštujejo stevardov in stevardes. To me je najbolj žalostilo, ker mi smo v bistvu... Lahko spet sem zdaj... Sorry. Kako pa ti to ješ? S tem ne boš nobenega očaral. Nobene. Veš, koliko sem jih že na ta način osvojil? Moških ali žensk? Žensk, sicer pa včasih cilj opravičuje sredstva. How do you feel? Like husband, boyfriend? I have a husband, yes. Good point. Bye. Bye. Yeah, my wife. You should my wife. Poroka. Je to, a? Ej, če greš z mano na kavo, ti dam popust na to torbo. Te nika, ne? Veš kaj, mali, na tak način ne boš nič predal, pa tudi nič dobil. Je pa nič, ne? Jaz sem srečen, ker sem moški, ker ljubim žensko, kot si ti. Si ti Damjan Murko, ne? Čakaj malo, potem imaš ti fanta? Ja. Gre, Katja. Ni več zanimivo. Ampak veš kaj, Andrej, sem razmišljala, tale tvoja skrivnostna ideja se na koncu le ni izkazala za tako dobičkonosno, kot si mislil na začetku. Moja ideja, da ni dobičkonosna, pa ti sploh veš, koliko ljudi je pohvalilo mojo torbo. Pa veš, koliko je reklo, da je tvoja torba grda? Ja, to se samo heca. Zdi se mi kar lepa. Ja? Ne vem pa, če bi jo nesla s seboj na kakšen randi. Hvala, super. Meni je to všeč, veš, ne? Ročno delo? Je. To je plod mojega znanja, izkušenj. Ste po stroki z tega področja predelave usnja, plastike, umetnih mas in tako naprej? Ne. Pač pa? To je, v bistvu je klasičen uvoz. Klasičen uvoz in to je dobra ideja. Daj mi prodaj to izjemno torbo, to je moj produkt, veš, sem ga jaz naredil. Bi šlo bolj težko prodati, ker ni glih neka klepa. Ker torba... Kaj torba? Kaj torba? Te ima, da bi kupil torbo, ne? Sorry, man, I don't understand you. Kako ne razumem? Pa še to torbo ne boste morali nikoli nobenemu prodati, ker je res zelo grda. Pa srečno. Joj, Andrej, samo tale počitek se pa sedaj res prileže. Glej, če kdo, sva si ta dopust zaslužila midva, ker jaz pravim, za pošteno delo, pošten dopust. To imaš prav, čeprav veš kaj, do septembra pa bi morala razviti kakšno boljšo poslovno idejo, definitivno boljšo kot je čajna,
in bova morda postala takrat slavna in bogata. September, pa veš, kje je še sploh september? Kaj delate vi tu? Sosed! Ja, gre, bežva!